Lepo pozdravljeni v novi epizodi iz podcasta Zevo. Danes je z mano, lahko rečem, mlada pevka, pianistka, piše avtorsko glasbo, je diplomirala iz petja na študiju v Avstriji, je tudi profesorica petja in klavirja, poučuje v glasbeni šoli Lartko v Trzinu in je danes moja današnja gostja. Zala, živjo. Živjo. Zala Smolnikar oziroma umetniško Zali. Ja. Kako si prišla do tega, da si rekla, Zala Smolnikar je predolgo, ni mi všeč, jaz bom Zali? V bistvu točno tako. Pa nekako ljudje, ki me imajo radi, ki jih imam jaz rada, mi ponovadi kličejo Zali, torej moji bližnji. In se mi je zdelo pol najbolj smotrno, ok, bom kar Zali, a ne. Pa tudi fino je, recimo, tudi kaj kdo je za nate. Zali, kaj si naredila? Pa tako malo lepše z njim. Ja, je težko zelo ostro, če rečeš Zali, ne? Ja, tako kot Eva Evica, tudi je težko, a ne? Zdaj, tvoja glasbena pot je na nek način dolga, pa hkrati kratka. Zdaj si verjetno kdo misli, kako je pa to možno, ampak na nek način je pred več kot zdaj že 10 leti, a ne? Ali je 10 let, koliko je zdaj od tega? Ja, zdaj je v bistvu 10 let od tega, ko sem bila na Talentih in takrat se mi je bolj konkretno začela ta glasbena pot odvijati. Imam tudi zelo lepe spomine na ta čas, no. Drugače sem pa začela v bistvu zares ustvarjati že pri 10 letih. Takrat sem prvič nastopila v malo večji dvorani, mislim, kar večji, v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, na večeru šansonov La Vie en Rose. Tako da takrat se mi je bolj konkretno začel. In ja, mislim, pot je bila zdaj že kar dolga, pa hkrati kratka, ja, glede na leta, ampak ne vem, vedno sem vedela, da to želim početi v življenju in v bistvu nisem imela nikoli plana B, no. Pač to je vedno bil moj plan in zaenkrat se lepo odvija. Prihajaš iz glasbene družine, oba starša sta glasbenika in zanima me, koliko tega bi lahko rekla, da ti je bilo že položeno v zibelko, v smislu, sta te usmerjala, si, ne vem, pri 5 letih že mogla iti v glasbeno šolo, se učiti klavir? Sta me usmerjala, predvsem sta mi dala velike širine glasbene, ker sem zaradi njiju v bistvu hitrejš lahko prišla mogoče do nekih kvalitetnejših izvajalcev, ker sta jih pač poslušala, a ne. Pa z velikimi nasveti sta mi pomagala. Kar se pa glasbene šole tiče, sem pa sama mogla pokazati jasen interes. In sta mi pač povedala, da to je težka pot, a si pač res pripravljena iti na to. In jaz sem bila. Tako da ja, bolj v tem smislu, no. A bi lahko rekla, da si kdaj več pozornosti in učenju dajala glasbeni šoli, inštrumentu, petju, kot pa sami šoli? Ja, to se je zgodilo sploh v srednji šoli zaradi talentov, ker sem veliko manjkala, a ne. Ampak je vse uspelo, no. Normalno maturirala, ti še naprej na univerzo. Sem, ja. Glasba mi je bila glavna, tako da ja, sem ji kar veliko časa posvečala. Pa tudi naučila sta me starša, da je to konec koncev neka odgovornost, ki jo imaš, da če že prideš z nekim talentom na ta svet, da moraš neko odgovornost čutiti do tega, da potem to tudi razvijaš, ker pač mogoče, ja, mislim, je fino, da to potem tudi razvijaš, ne. Ker velikokrat se pa lahko zgodi, da ravno zaradi te odgovornosti, ki jo zdaj sama omenjaš, a ne, marsikakšnega otroka potem to mečkano mine, sploh se mi zdi glasbena šola, a ne. Zdaj, če se ti učiš nekje, bom rekla, pri nekomu, ki te uči samo popularno glasbo in ni teorije in ni poudarka na vsem tem, kar pa še zraven v glasbeni šoli, potem mogoče še gre, a ne. Ko pa enkrat pride do tega, da pa glasbena šola ni samo igranje na nek inštrument ali pa petje, ampak je tukaj tudi teorija, tam pa včasih otrokom potem mečkano zmanjka motivacije, volje. To je res, ja, tudi menjo je. Jaz sem hotela velikrat vmes nehati. Sploh, ko do neke točke prideš, kjer rata malo večji izziv, ne. Več je teh nekih stopničk, ki jih moraš prehoditi. In sem jih imela kar veliko. Ker velikrat sem malo pojamrala, da bi nehala vmes.
ampak sta mi rekla, lej, to si začela, zdaj boš končala. In to se mi zdi tudi prav vzgojno, tudi sama želim biti enkrat taka, ko bom starš, ko bom mama. In potem na koncu sem vedno prelezla na drugo stopničko in je šlo in je bil nastop končni in sem spet znala in sem rekla, meni je to res všeč in je šlo naprej. Ampak moraš pa pač to nekako pregurati. Je pa zelo težko. Sem tudi tolkla po klavirju, pa ni šlo, ampak... Se pravi, če naj zdaj mlajši poslušajo, to je normalno, če se vam to dogaja, in če poslušajo starši, to je normalno, če se dogaja vašemu otroku, dajte ga motivirati. Tako, treba je vztrajati, res je treba vztrajati, če se pač nekaj odločiš na začetku leta, mislim, da je pač to treba končati in vztrajati, pol se pa konc leta vidi, ali so bila to samo neka obdobja, ali je pač res mogoče, kaj drugega zbrati. Zdaj, sam klavir, seveda zelo hitro potem, ko si v glasbeni šoli, so tukaj že prvi nastopi, manjše sicer mogoče dvorane, najprej verjetno samo v glasbeni šoli, pa se potem stopnjuje. Imaš v spominu tisti svoj prvi nastop? Koliko so se roke tresle, koliko so se hlače tresle prej? Si imela kdaj sploh težavo s to tremo? Pri klavirju zelo. Zato, ker sem pač igrala klasiko in tam je točno določeno, kaj moraš zagrati in od dinamike do vsega. Tako da tam sem imela veliko treme in vem, da sem se vedno hotela zemljo ogrezati, preden sem začela nastopati. Ampak pol je kar nekako vse šlo in tudi neki izziv mi je bil, da sem to nekako prerasla in začela v tem tudi malo bolj uživati tudi na odru, ker drugače klavir obožujem in tudi klasiko imam zelo, zelo, zelo rada. Tako ti odpre neke nove ventile, mogoče tudi na nekem duhovnem nivoju se mi zdi, recimo Bach. Vsakič, ko sem se ga naučila tako dobro igrati, da je bilo recimo na pamet in da, recimo fuga, da je vsak glas prišel do izraza. Kljub temu, da je znotraj okvirja, je toliko ene svobode noter, da ne vem, na drugačen način dihaš. Kako pa najdeš lahko svobodo znotraj točno določenih okvirjev? Pa včasih si lahko celo bolj svoboden, če imaš neke okvirje, se mi zdi, da je še lažji. Ker mogoče veš, do kam lahko greš? Veš, do kam lahko greš, ja. Pa vsem ti tu dopušča klasika, da si svoj. Ni spet tako, da je preveč okvirjeno, da ne bi mogel zadihati. Pa če ne drugega, mogoče potem ta interpretacija, ki pri pianistih potem lahko pride ven. Tukaj se pa lahko izrazite. Nekateri so recimo zelo, bom rekla tako, ekstravertirani in so zelo noter, spet drugi popolnoma mirni. To pa ni nekaj, kar vas učijo. To je pa malo kakšen si. To je pa kakšen si, in to je prav. Ker pač vsak ima neko svojo vsebino, vsak ima neko svojo avtonomijo. Tudi jaz pri svojih učencih vedno pravim, da mi je zelo pomembno, da obdržijo to, kar so. Ker pač jaz jim lahko dam neke nasvete glede tehnike, lahko jim dam neko osnovno znanje, lahko jih naučim ribe loviti, ne pa da jim dam za ribo na krožnik. To se mi zdi res zelo, zelo pomembno, ker tudi če meni recimo nekaj dobro zveni, pač ne morem zdaj zahtevati od vseh, da bodo tako zvenili, kar bi jaz rada zvenijo. Vsak ima nek svoj glas. In verjetno tudi določena neka tehnika, če lahko mogoče tako rečem pri petju, spet tako kot si rekla, mogoče je neka tehnika, ki tebi odgovarja in ti je tudi všeč, ker ti mora biti tudi všeč, zdaj govorim seveda o tvojem avtorskem izražanju, medtem ko lahko recimo meni pa ni. Točno to. In tukaj potem bi bilo zelo narobe, če bi ti mene učila na način, ki meni ni všeč. Točno to. Tudi anatomsko smo si različni. Nekdo ima večjo ustno odprtino, nekdo manjšo. In drugače delujemo, drugače se na glas oglaša, drugače nam rezonira. Tako da, so neka osnovna pravila, ampak je pa zelo pomembno, da tudi vsak posameznik potem pove, kaj mu odgovarja, kje so njegove meje, kaj mu je udobno. Ker konec koncev tudi to je zelo intimno, To je zelo intimen prostor glas. Pač bolj kot mogoče, ne vem, klavir, kjer se pač skrivaš za nekim inštrumentom, In je zelo pomembno ustvariti nek varen prostor, kjer se lahko potem človek res izraz, tako kot se sam želi. Si imela kakšne tehnike odpravljanja te prekomerne treme? Te je kdo kdaj naučil, kaj je fino, da narediš prej?
Nekaj, kar mi zelo pomaga, je, da grem čez scenarij, kaj je lahko najhujše, kar se zgodi. In res si ga ponovim v glavi in res grem do najhujših. Ne vem, da bom padla na tla in ne vem, kaj se bo zgodilo. In pol v bistvu ugotovim, da v bistvu niti ni tako slabo. Da tudi ljudje, ki bodo to gledali, mogoče se bodo tega spominjali še 2 dni zatem, pa bodo pa pozabili, ker vsak se itak sam sabo ukvarja. Pač taki smo. Tako da to mogoče. Pa enkrat sem se uspela prelisičati na poletni noči, ko sem prvič nastopala z orkestrom in imaš neko to straho spoštovanje do vseh, ki so tam gor na odru. Tam so ponavadi velika imena, ne? Ja, izjemni glasbeniki, res. In da sem pač lahko tam stala, je pač res nadzemeljski občutek. In se spomnim, ravno en pred mano pel, bo sem pa jaz na vrsti, in tresla sem se, hitro sem dihala, kar pa ni dobro, tudi za dolge tone, mislim, ne morem zdaj vdihvati med frazo, pač ne gre, pa tudi moraš profesionalno oddelati, pač ne zanima ljudi, kako si ti počutiš, pa je to prvič, kaj pač oddeli, in sem si kar rekla, ok, to je že za mano, v redu je, in sem se uspela prelisičati. In sem bila tako fascinirana sama nad sabo, da mi je to uspelo. Si se v bistvu bolj prelevila v občutke, kako bo, ko bo konec, kot pa pred začetkom. Ne? In polk sem si rekla, sem že čez to, sem se kar umirila. In je šlo. In uživala in sem se imela lepo. Se ti kdaj na kakšnem nastopu do zdaj, recimo na teh večjih, recimo prej si omenila pri 10 letih Galusova, pa potem Talenti, pa Poletna noč in tako naprej, se ti je na kakšnem od teh zgodilo kdaj, da to ni bil najbolj pravi, točen, in da si že čutila v sebi noter, kako te hoče to mal potegniti nekam dol? Kako to misliš? V smislu, tole ni bilo, to ni bil v redu, ojoj. A takrat sploh je čas, da se o tem razmišlja? Ali to pravilnost šele naknadno na posnetku potem vidiš? Velikrat se zgodijo napake na odru, ampak je pomembno, da se takrat nekako znajdeš, pa spelaš to do konca. Tudi tega se konc koncu naučiš. Priučiš skozi nastope. Tudi ostali, pač, ki so glasbeni, prej, ki smo govorili. Se mi je pa enkrat zgodil, ravno v Galusovi dvorani, razprodana dvorana, predstava Dance Amore, bolj pred koncu že pridem na oder in sem imela ta na glavni mikrofon, plesala sem in pela in mi je zdrsnil mikrofonček za obleko. Bila sem že pred koncu komada in pač kaj ne zdaj. Mogla sem pač na suho odpeti, brez mikrofona, neozvočena. In sem imela pa lihen ton pred sabo, kjer pač na polno zapojam in držim. Sem še 5-krat bolj to naredila in je bil eden lepših občutkov v mojem življenju sploh. Res. In pol tudi dvorana, ker so vsi vstali in vzklikali in tako. Se lahko tudi v bistvu rodijo zelo lepe stvari iz takih situacij, in zato jih imam rada v bistvu. Točno to, ne? Včasih se lahko zgodi kakšna neprijetna situacija in če jo znamo sebi upriti obrniti, je v bistvu lahko to nek trenutek, tako kot ga zdaj ti opisuješ, ki si ga boš večno zapomnila in ti je bilo ful prijetno. Ne? Lahko bi Točno pa to, se zgodil kontra, lahko bi te pa to dalo v krč in ojoj, kaj pa zdaj. Ne? Omenila si predstavo Dance Amore z Andrejem Škufco, ste to delali. Vem, da si že velikokrat sicer o tem projektu govorila, ampak to verjetno je pa spet neka stopnička na novo bila plesati in pet. Mislim, jaz sem si že od majhnega želela plesati, pa nekako ni bilo časovno možno zaradi vseh obveznosti glasbenih, ki sem jih imela. In potem me je Jurij Batagel kontaktiral, da ima eno predstavo, ki so jo imeli že kar nekaj let nazaj tudi in da bi spet ponovili. In če bi prišla na audicijo, za to vlogo Izabel, ki ima taka predkana Francozinja, ki išče boljše življenje v Ameriki. In sem rekla, itak, sem šla na audicijo in so me vzeli. In pol sem kar naenkrat bila med samimi profesionalnimi plesalci, v bistvu edina neprofesionalna plesalka. Sem pa pela. In ja, ena krasna izkušnja, ogromno sem se tam naučila, res ogromno. Pa tudi mogoče hitrejšo, ker bi se mogoče kaj druge, ker dobiš
res dobre nasvete. Pa ker so te malo v morje vrgli, ne? Malo so me morje vrgli, ja. In je bilo treba splavati. Ja. Zdaj, posebna tehnika je verjetno takrat, kadar zraven še plešeš, kar se petja tiče. Jaz sem zelo laik, tako da mogoče te bom zdaj vprašala kakšna stvar, ki si misliš, ok, Eva, to bi pa verjetno res mogla vedeti, ampak zdi se mi, pač sem nekoč plesala in vem, kaj pomeni dihanje pri plesu in si malo težko zraven predstavljam še petje, ampak konec koncev se tudi muzikli temeljijo na tem, pa je verjetno malo drugačen trening, ne? Ja, mislim, zelo je pomembno, da imaš pravilno podporo, da si tukaj močen. V bistvu kar pri plesu, dejansko, se je zelo podobno. Vem, da ko sta me dva plesalca nosila, sem najprej takoj zadnjico dol spustila, a ne, in ni šlo, sem ratala težja. Polka sem se pa nekako dala v ta dila položaj, je pa takoj šlo lažje in pri petju in pri plesu. Tako da nekako gre z roko v roki, se mi zdi. No. Pa tudi polka večkrat probaš in ko malo kondicije dobiš, je tudi že lažje pol s časom. Zdaj, gledali smo te lahko tudi v 2 serijah, pa me zanima, a te vseeno, kje se počutiš bolj udobno? Na takšnih zadevah, kot je oder, glasba, mogoče celo, dajva reči, ta projekt, ko je bilo treba plesati zraven, ali kamera, serije, fotografija? Sigurno je glasba prva in vedno bo. Takoj zatem pa igra. Ja, me tudi zelo vleče v igro in mi je všeč, ker se lahko preloviš v nek drug karakter, si mal nor ali ne vem, do konca žalostno ali karkolno. In mi je to nek spet nov izziv, ki doda malo dinamike v življenje. Tako da tudi to, no. In kako se je zgodilo to sodelovanje v serijah? To je bil spet kar klic? Ja, najprej je prišlo do primerov Inšpektorja Vrenka, kjer sem igrala jazz vokalistko, torej nekaj, kar mi je že znano. Tako da temu lih ne bi rekla igra na začetku. Tam si bila bolj kot ne ti, ne? Ja, bolj kot ne jaz. Edino pol vmes sem imela en prizor, ker sem pač zajokala in sem bila vesela tega prizora. Tako da pač ja, spet je bila audicija, hotel sem imeti neko vokalistko, ki bi znala tudi malo zaigrati. In ja, sem pa dobila to audicijo in spet igrala z Darjo Vargom, Katarino Čas, ogromno nekih pač res vrhunskih igralcev je bilo, no. In ja, spet ena krasna izkušnja na poti. Pol pa ja, šef pa tudi so me opazili, pa v primerih Inšpektorja Vrenka, pa so rekli, že je bila statistka natakarica. In sem rekla, da ja, ker konc koncev tudi ni važno, če si nekje v ozadju, da lahko opazuješ toliko velike igralce, kot so Jurij Zrnec, pa spet Katarina Čas, pa Vojan Emeršič. Mi je noro. Recimo Jurij Zrnec, enkrat se spomnim, v bistvu na svetu je bila tako kuhna, ne? In potem jedilnica, kaj sem zdaj rekla, ja, v bistvu kuhinja in jedilnica na drugi strani, vmes pa taka ogromna šipa. In preden začnemo snemati, Jurij Zrnec na eni strani, jaz na drugi, in on meni začne hraniti karibico. Mislim, kako njemu delajo klikerji, asociacije, več noro. Da je takoj videl priložnost, ne? Takoj. Pa si recimo od njih, dobro, verjamem, da si se lahko veliko naučila. Si imela občutek, da te je kdo od njih tako malo pod svoje okrilje vzel, v smislu, da so ti dejali kakšne nasvete dodatno ali pa da je mogoče Katarina Čas v tebi videla nekaj, pa ti je zaradi tega kaj več svetovala. Je sploh kaj časa to na takšnih setih za take stvari? Ma je, so itak taki profesionalci, da se to hitro zgodi, ne rabijo nekaj veliko časa, da bi nekaj pogruntali pa povedali. Ja, sem dobila kar nekaj nasvetov, tudi glede ne vem, kako stavke obrniti, kako boljš povedati stvari. Ja, vse sem dobila. Roka pa glas, da se močno tresla prvič, ko je klapa padla na snemanju. Ma ne, tako sem bila v ozadju, mogla sem paziti, da ne bi pladnja spustila. No? Da se ne bi zato ponavljali. Ja. No, ampak zdaj, če greva stran od teh projektov, na katere verjamem, da si zelo ponosna, ampak niso pa tako zelo zate pomembne, da bi jih rada dejala samo v ospredje. Glasba je tista, večkrat si zdaj to že povedala in verjamem, da si izjemno ponosna na tale svoj izdelek. Zdaj ga bom jaz mečkano pokazala. Hvala, rekla si, da si mi ga prinesla in res sem vesela, zato ker ponavadi dobiš ali CD, ali USB, ali kakorkoli. Ti si šla pa nazaj k vinilkam. Kako in zakaj? Vedno sem si želela imeti vinilko in se mi je zdela to prava priložnost.
Pa tudi se spet prehajajo nazaj v modo, se mi zdi. No. Tudi moji vrstniki v bistvu imajo kar večinoma gramofone doma, pa kar veliko zbirko vinilk, tako da sem rekla, da bom kar vinilko naredila. No. Ja, ne vem, všeč mi je, no. Tudi zvok potem na gramofonu je malo drugačen občutek. Je? Ja, meni je. Zdaj, glede na to, da si imela predstavitev te plošče oziroma albuma v City teatru pred polno dvorano. Ja. Videla sem kar nekaj posnetkov, ki so jih naredili obiskovalci in potem slišam, kako zadnji pojejo in tako. Kakšni so tebi to občutki, glede na to, da od tako mladih let strmiš k temu, da bi se to nekoč zgodilo in zdaj to je tvoje, to je tvoje in je pred tabo in zadaj, ko berem imena, so vrhunski glasbeniki. In to verjetno je sploh si ne morem predstavljati, to je verjetno tako, ko pogledaš pa si rečeš, a je to možno, se večkrat malo ščipneš. Seja, zato ker ta plata je nastajala kar nekaj let, ker je bila pot kar dolga, ker mi se bil še študij, tako da ja, malo nerealen občutek na začetku, no. Sploh se spomnim, ko sem prejela škatlo z vinilkami, nisem vedela, kaj zdaj, a bom zdaj zajokala, ali kaj se zdaj dogaja, a to zdaj moje, a to zdaj hudo. In ja, tudi glasbeniki, v bistvu, ki so na plati, so me spremljali skozi vsa ta leta, tako da mi to veliko pomeni. Sam koncert, ja, razprodali smo City teater z bendom, na kar sem noro ponosna in lep občutek je bil v bistvu stopiti na oder pred polno dvorano in v bistvu že pri prvem komadu slišati ljudi, ki pojejo v bistvu tvoj komad in znajo besedilo. To je eden lepših občutkov, v bistvu, ko se ta energija sam poveže in tudi, če ti še nisi v stanju ali pa imaš malo treme, te pa ljudje posrkajo svojo energijo in kar naenkrat, pa če se rata eno. In si mislim, da je šla trema zelo hitro stran, ko se je to zgodilo. Povej mi, Zala, glede na to, da vem, da je bila organizacija koncerta bolj kot ne v tvojih rokah, oziroma v rokah ekipe tesne, ki je ob tebi, mama, oče verjetno in tako, bi ponovila. Bi rekla, ok, bilo je zelo dobro, zdaj grem pa hitro narediti še enega takšnega, v lastni režiji. Drugač bi naredila v lastni režiji še enega, kar sem se pa naučila, pa je, da dan pred koncertom, pa na dan koncerta, da ne sme imeti nič obveznosti. Ker to se mi je tukaj zgodilo, da sem tik pred koncertom, oziroma 3 ure pred koncertom, imela 2 računalnika, vsebi, telefon in še nekaj stvari urejala. In to pa zelo tudi lahko vpliva na nastop, kar pa tudi ni fair v bistvu do ljudi, ki pridejo to poslušati in tudi do mene konc koncu, da ne morem zaužiti v polnosti trenutka, ker sem ga toliko let čakala. In vse te priprave prej. Točno in tako, to, ja, točno to. Zala, tisti, ki te morda recimo ne poznajo, kar se tiče tvojega avtorskega dela, kako bi opisala svoje pesmi, svoj žanr mogoče? Zdaj vem, da si sicer želiš biti v popu in je pop nekaj, kar te v bistvu vleče naprej, pa vendarle ta jazz čist iz tebe verjetno ne more iti. Mislim, jazz sem študirala in ga tudi poslušam, ga imam rada, ampak ne vidim se pa, da bi v bistvu v tej luči, da bi nastopala v bistvu z jazzom. Mislim, da sem bolj ljudski človek, no. Mislim, zelo ljudski človek, imam rada zelo preproste melodije, dobra besedila, tako da se vidim v popu. Kolikrat se ti zgodi pri pisanju besedil, da se zatakne in ne gre naprej, v smislu, da je že nekaj napisano in potem od tiste točke nikakor ne steče naprej? A greš takrat pol k mami pa rečeš, mami, no ne gre, daj mi eno besedo pa bo stekel. Tudi se je že zgodil. V bistvu zgodil se mi je pri enem komadu tukaj na plošči z naslovom Drugače, ki govori o razhodu in sem prvo kitico napisala zelo hitro. Pol je pa 1 leto zorel komad in sem ga čist pospravila in rekla, ok, zdaj pač to ne bo nič pametnega vam prišlo. In sem šele potem čez 1 leto drugo kitico napisala in refrene. A je to lahko pogojeno tudi z obdobjem, v katerem si ti? Ja. Se pravi, če je bil nek razhod in si o njem začela pisati,
je šlo, potem si recimo, da je 1 leto bila srečno zaljubljena in ni šlo, in potem, ko je spet prišel razhod, je pa steklo. Bi lahko tako pogojevali? Ja, sigurno. To je zelo pogojeno s tem, kako se počutiš. Tako da je zelo pomembno, da v tistem obdobju potem tudi dokončaš neko tako stvar, ker boš čez nekaj časa drugače gledal na to, ne? Se mi zdi. Kolikor pa popravljaš besedilo? Veš, v smislu, da že imaš nekaj končano in že rečeš, to je to, potem pa čez, ne vem, 3 mesece prebereš in rečeš, kaj sem jaz to sploh mislila. To se velikokrat zgodi, ampak zdaj se učim, no, da nisem taka perfekcionistka več in da pač dam ven stvari in si rečem, lej, taka sem bila v tistem obdobju, tudi če mi zdaj mogoče ni več toliko všeč, pa bi zdaj boljš napisala. Sem ponosna na to, probam biti ponosna na to, čeprav včasih težko biti na sebe ponosen, ker nekaj narediš, a ne, to je najtežji. Tudi svoje posnetke slišati. Ampak konec koncev, to sem bila v tistem obdobju, da sem drugačna, čez par let bom spet drugačna, tako da je pomembno, da pač dam te stvari ven in pač to je pač moja pot. Zdaj. Koliko kritična sta starša? One dva sicer ne prihajata iz pop-vod, narodno zabavna glasba. Koliko bi rekla, da sta kritika v smislu, a veš, da data svoj komentar, pa da ga ti sprejmeš. V smislu te zaboli, če data kakšno, dajva reči, povratno informacijo, ne kritiko. Mislim, konstruktivna kritika je vedno dobrodošla in jo seveda dobim od njiju najbolj surovo. Se mi zdi. Ja, tudi tega sem se naučila, no, da pač tega ne jemljam osebno, kar je zelo težko od lastnih staršev. Ne? Ampak pač ja, najboljš mi svetujeta, tako da koncu sta že tudi sama toliko let v tem, pa najboljš me poznata. Pač ona dva najbolj vesta, kaj je najbolj zame in mi pač želita najboljš, tako da pač premislim, aj to, mislim, v kakšna smer gre, ne? Ja, in še vedno potem na koncu seveda se odločiš tako, kot ti misliš, ampak verjetno je pa vsak tak komentar zelo dobrodošel. Ja. Kako pa je poučevati v glasbeni šoli, kjer je direktorica mama oziroma šefica oziroma... Mislim, super funkcionirava skupaj, no, tako da je v redu. No. Mislim, predvsem sem si vedno želela tudi učiti, poleg tega, da sem na odru, tako da sem zelo hvaležna, da imam to možnost. Da ustvarjam tudi tukaj neko družinico, no, da se tudi učenci med sabo dobro razumejo in da grejo v tako smer. Kolikrat učenci lahko prvi slišijo kakšno pesem in kolikrat oni odločajo o tem, ta je dobra, ta nam pa ni toliko všeč? Ja, velikokrat drugače. Zelo spoštujem njihovo mnenje, tako da jim pokažem svoje stvari in tudi zelo dobro svetujejo. No, imajo kar velike glasbene širine, mogoče poslušajo zelo, ne vem, drugačne žanre ali pa drugačne smeri, kot bi jih sama, in je zato tudi potem še bolj dobrodošlo njihovo mnenje. Ne? Dobro svetujejo. Kolikrat se ti zgodi, da pridejo recimo k tebi na petje, da postaneš njihova učiteljica, mentorica in da imajo kakšne takšne ideje, kaj bi zapel, kaj si ti rečeš, ojoj, res tole, kaj pa če pa kaj drugega? A se to zgodi? Ja, se tudi zgodi, ampak pol jim pač predstavim še kaj drugega, ampak koncu, mislim, nekaj pač morajo narediti, ne? Nek določen program je, ki ga morajo pač opraviti. Ampak, kot sem že prej na začetku omenila, no, pomembna je neka avtonomija, da imajo nek svoj prostor, kjer se lahko izražajo in če jim je pač nekaj zelo všeč in če je le čas in prostor za to, pač dajmo to izraziti. Koncu je tudi njihovim željam treba malo prilagajati. To je neka motivacija koncu. Recimo, ne vem, naredimo to pa to za tehniko, če boš to naredil, gremo potem še na nekaj drugega. Ne? A bi zase rekla, da si stroga učiteljica? Zdaj pazi, kaj boš rekla, kaj mogoče poslušajo. Ja? Mogoče ne tako neposredno. Tako malo zavito, skrito. Mislim, zahtevam. Od tistih, ki vidim, da imajo potencial, da lahko res nekaj naredijo iz tega potenciala, pač zahtevam. In se potem tudi obrestuje, ker pač, če so res talenti, zakaj ne bi naredili nekaj na tem? V koncu morajo. Če so že prejeli nek ta talent, da je narediti nekaj. Ne? Ampak mi je pa pomembno, da jih tudi motiviram zraven, da bi jih demotivirala s tem. To pa ni moj namen, niti najmanj.
Zdaj, vem, da sama, kot sva že omenili, si imela veliko podporo strani očeta in mame, pa vendarle ni bilo vedno lahko. Zasledila sem, da pri vas doma niso bili tudi samo rožnati časi in da si mogla v bistvu že zelo hitro na nek način odrastati oziroma se spopadati z mamino boleznijo, kar verjetno ni bilo najlažje. Ja, ja, to je bilo v bistvu kar težko obdobje, zdaj sicer malo lažje. Ampak pol nekako tudi vidiš, kaj je zares pomembno v življenju, kje so vrednote. In če ni zdravja, ne, težko sploh karkoli drugega pač uspe v življenju. Tako da, ja, se zaveš, da v bistvu da je pomembno, da si hvaležen za stvari v življenju in da tudi zdaj, ko je pač vse lažje, kadar se kaj sekiram, si samo rečem, lej, zdrava si, v redu si, lahko hodiš, imaš roke, noge, vse, ne. Nič te ne boli. Se kar moramo po mojem malo to opozarjati včasih, ko imamo neke cilje skozi, ki jim moramo slediti in pa pridemo do te točke, pa spet naslednja sledi, pa se sploh pozabimo opozoriti sami sebe, da v bistvu, da smo v redu, da imamo vse, kar rabimo, ne, in da lahko uživamo v tej poti, da ne da biti vedno samo stres, ker potem samo slabo na nas vpliva. Ne. Ja, nedolgo časa nazaj sem slišala, ko je nekdo rekel, da konstantno pritoževanje nad tem, koliko smo utrujeni od dela, ne? Da v bistvu kako krivično razmišljamo v takem trenutku, namesto da bi rekli, wow, utrujena sem od dela, to pomeni, da lahko, da zmorem, a ne, tako kot si rekla, Točno da sem zdrava, to, ja. da imam 2 roki, 2 nogi. Točno to, In to je verjetno tisto, kar je glavno vodilo, ki si ga iz vse te situacije verjetno takrat dobila ven. Koliko si pa vseeno takrat v tistem času pogrešala mogoče to, ne bom rekla glih materinsko vlogo pri mami, ampak a ne, za nek čas vseeno mame nisi imela tako funkcionalne kot zdaj, ko je v redu in ko je spet lahko nazaj v svoji polnosti. Ja. Koliko imaš teh trenutkov, ko se spomniš, da si to zelo čutila, ta primanjkljaj? Mislim, ona je res ena najbolj močnih žensk, ki jo poznam, tudi čez kar je šla, pa na kakšen način je šla. To mi je zelo veliko dal, tudi zamisliti in nekako se veš, da itak si familija in pač moraš stati en drugemu ob strani, kot je, ne vem, mami menjala plenice, ko sem bila majhna, pač tudi vem, da potem jaz skrbim za njo, ko to potrebuje, ne. In je važno, da pač svojega teammata ne pustiš v zadje, ne. Da pač si skupaj v tem. Pač ja, to je tudi ena pomembnih vrednot, ne, pač družina, odnosi in... Ja, ampak verjetno malo ljudi v tvoji starosti razmišlja na takšen način, ne? Poznaš veliko svojih vrstnikov, prijateljev, ki bi naredili enako? Ne vem, kaj bi naredili, ampak važno, da naredijo to, kar se jim zdi najbolj prav, ne. Včasih se moraš malo umakniti iz situacije, pa je to boljš, mogoče, zato ker boš potem prišel nazaj bolj napolnjen z energijo in boš lažje pomagal človeku, ki je zraven tebe, ne. Ni nujno, da moraš biti vedno samo zraven, a ne, pa mogoče malo celo izpiti energijsko. Tako da različni načini so, važno samo, da nekako, ja, se poslušaš, kateri se ti zdi, da je najbolj pravi, tako človeško, a ne. Omenila si, da ti klasika včasih da tudi na tej neki duhovni ravni. Koliko bi zase lahko rekla, da si duhovna? A meditiraš, a si kakšna jogistka? Meditiram rada, ampak nimam prav urnika, da bi rekla, vsak dan meditiram. Meditiram, ko mi paše in ko začutim, da to rabim. Mi pa glasba v bistvu da najbolj ta občutek, ko se kar nek tak ventil se mi zdi odpre v meni in kar teče. Zgodilo se mi je pri eni skladbi Na poti večnosti, ki je tudi na plati. V bistvu skladba nima refrena, zelo je umirjena. In sem enkrat za klavirjem sedela in je tako posijal sončen žarek na klavir, pač prav na 2 oktavi in točno tam sem pač začela igrati in je v 15 minutah cel komad bil napisan
in sem se noro takrat pomirjeno počutila. Ne? In zdaj veliko ljudi reče, da jih ta komad zelo pomiri, ko so kaj anksiozni. Celo Luka Sešek mi je enkrat rekel, ta komad Na poti večnosti, veš, da ga jaz pred spanjem poslušam, ker pač prav lažje zaspima. Ne? In mi je noro, koliko se da prenesti v bistvu to neko energijo, ki jo ti čutiš v določenem trenutku, pol tudi naprej. In to je glasba in to je v bistvu najlepši meni pri glasbi. Pa koliko enih čustev lahko ob poslušanju glasbe v bistvu dobimo. Lahko Točno se to je. zjokamo, lahko nas pa napolni in smo polni veselja in radosti za nov dan. Recimo, točno to, ja. Narodno-zabavna glasba potem nikoli ni, zdaj ko si ravno Luko tudi omenila, nikoli ni zamikala, recimo, da bi rekla, dajmo za vse nekaj narediti skupaj en komad. Z veseljem bi naredila za vse nekaj komad. Zelo imam rada narodno-zabavno glasbo. Pač to je naše. To vedno bo naše v naših srcih. In tudi s tem sem rasla konc koncu. In pač mi srce zaigra, ko slišim narodno-zabavno glasbo. Tako da z veseljem bi kakšen komad naredila za vse neki. Pol tudi zaplešeš kakšen valček ali pa kakšno polko, če je treba? Seveda, na vsaki veselici. Ravno to sem te hodila vprašati, kdaj si bila nazadnje na kakšni veselici? V bistvu mislim, da jih je 3 mesece nazaj. Prej pa že kar nekaj časa, ne. In takrat si zaplesala? 3 mesece nazaj? Seveda, cel večer sem plesala. Zdaj, večkrat si že v pogovorih povedala, da si bi zelo želela v prihodnosti sodelovati z Magnificom, da ti je on pa en tak, kot če bi imela čarobno palčko in bi lahko začarala. Po vseh teh pogovorih, kjer si to že omenila, se še ni zgodil klic. Sam, da vem, ne še. Dobro, da nisem kje v zadju z informacijami. Dobro. Še en namig, torej po vseh teh, ki jih je že dala. Magnifico lahko pokliče. On ima res to neko nonšalanco. Pač, nujno. Si njegova fenica. Ja, pa se kdo pa nikle v Sloveniji. Mislim, smo kar vsi, no. A ne? Ja, res je. Kaj je tisto, kar ti je pri njemu še tako zelo zanimivo, všečno? Pa to, da mu je v bistvu vseeno, kaj si drugi mislijo. Čeprav enkrat je rekel, da v bistvu da je imel zelo veliko tremo, kar nekaj let, da je šele zdaj začel uživati v nastopanju, ampak vsaj tako deluje, no. In pove to, kar si misli in tako, brez filtra deluje. Bi si zase tudi želela biti takšna, ali se ti zdi, da to pa k tebi ne paše? Pa mislim, da ja. To je v bistvu, da to dosežeš, so potrebna kar leta, po mojem, a ne? Da čez vse te filtre prideš in si točno to, kar si, ampak se pa trudim, da sem zvesta sama sebi predvsem. To se mi zdi zelo pomemben, da se dobro počutim v svoji koži, da tudi, če mi nekaj ne paše, da pač to povem, a ne? Ampak je pa drugačne. Enkrat skozi na intervjuju, ali potem, če bi se zdaj parkrat videli, a ne? Ampak delam na tem. Kako močno pa si obremenjena z mnenjem okolice? Kaj bodo pa drugi rekli? Ker seveda k glasbi pride tudi prepoznavnost, pridejo tudi komentarji, pride tudi odziv ljudi. Tako odvisno, kdo to reče, no? Če je nekdo, od katerega mnenje mi nekaj pomeni, potem pač to poslušam in prefiltriram zdaj, ali je to tudi meni všeč, ali tudi jaz tako mislim, ali to pripada meni, ali ne. In če je neka konstruktivna kritika, ne. Da samo neki komentarji ljudi, ki pač bi radi kaj slabega povedali. Bolj sem mislila s tem vprašanjem to, da recimo, veš, ne vem, ko je bil čas za promocijo recimo albuma, ne? Ali pa danes, ko si se odpravljala sem. Koliko imaš tega v zavesti, predno nekam greš v smislu, moram paziti, kako bom kaj rekla, kako bom kaj naredila, ker, koliko si s tem mogoče obremenjena, ali ne. Prej si lepo rekla, ne, sledim sama sebi. In nekako res daješ tako vtis, da ne boš šla delati nekaj samo zato, ker je to mogoče ta trenutek moderno, popularno. To je res. To sem bolj mislila. To je res, ja. Ali vseeno imaš tiste trenutke, ki rečeš, samo če bi pa takole naredila, bi bilo pa hitrej, pa mogoče bi hitrej prelezla kam. Ja, ne, to je tudi ena stvar pri meni, da sem zelo trmasta, že od nekdaj. In recimo to se isto pozna v otroštvu.
ker sta mi moja dva starša hodila kaj dopovedati, ne, in bi lahko lepo prišla recimo od točke A do B s 5 kilometri, ampak ne. Jaz sem rabila 50 kilometrov cel road trip narediti, ne. Sicer vse poti vodijo v Rim, ne, ampak pač moja je bila malo daljša. Ja. Tako da ja, zelo moram sama pogruntati stvari, kaj mi paše, kako želim delovati, kako želim živeti. Tako da se kar redno sprašujem, okay, a je to res nekaj, kar bi jaz naredila, ne kar bi nekdo drug pričakoval od mene. Sploh avtorska glasba, ne? Sploh avtorska glasba, ja, ker pač to je najtežje, ne, se v bistvu v narekovajih sleči, dati nekaj svojega ven in evo, tukaj imate, kritizirite. Sploh zato, ker verjetno, če bi bila samo pevka, oziroma verjetno je bolj pravilno, če rečem samo izvajalka, ne tudi avtorica, potem bi mogoče lahko imela kakšne tiste hite, kar rečemo na prvo žogo, radijske postaje pograbijo, začnejo na polno vrteti in imamo novo zvezdo. V zelo kratkem času. Ti si pa vseeno zbrala to malo drugačno avtorsko pot. A bi rekla, da to tudi zaradi tega mogoče, ker imaš to klasiko za sabo, ker imaš tudi solo petja za sabo, se pravi, ker je počasi rojevalo vse skupaj. Mogoče tudi, ker vsem sem mnenja, da je boljš počasi graditi svojo pot, kakor pa nekam na hiter prelest in pol tudi po isti smeri nazaj dol in isti hitrosti. Mogoče tudi to, čeprav v bistvu sem že od nekdaj pisala svoje pesmi, tako da, ja, no, ne vem, če je prav ta študij zelo vplival na to, no, ker konec koncev to je bila klasika, čist neka druga zvrsta, ne, to je pa pop. Zelo preprosto, pač par akordov, bolj preprosta melodija, ne. Ampak ja, je pa težje, ja, kakor si rekla, v bistvu lahko bi pač samo nekdo napisal nek hit, ne. Tako pa jaz za vsak komad mislim, to bo hit, ne. In pol ni. In pol drugi je malo boljši. In pol spet ni. Tako da v bistvu čisto vsak komad, ki ga dam ven, verjamem vanga, 100%. In mi je to tudi pomembno. Tudi recimo, ko delam z nekim producentom, ali pa stilistom, ali pa komorkoli, mi je pomembno, da imam neko svobodo in da sem to vedno jaz. Kakor bi rekel, v bistvu, da se moja svoboda konča tam, kjer se začne svoboda nekoga drugega. Je pomembno, da živimo v nekem sožitju, torej da tudi nek producent da nekaj svojega zraven, ampak zdaj moram pa zelo paziti. Konec koncev se gre še vedno za moje ime, torej jaz predstavljam sebe na odru. In zdaj, če mi da neko idejo, ki je izven moje cone udobja, se mi zdi pomembno, da če že je izven cone udobja, da mi je to nek izziv, ki je mogoče v meni, pa ga še nisem izrazila. Pač mora biti ta izziv del mene. Če pa ta izziv ni del mene, pa pač moram biti toliko samozavestna in reči, sorry, vem, da imaš ful znanja, ful si dober na svojem področju, ampak dajva iti malo v drugo smer, ker to nisem jaz in tudi ne bom. Tega se tudi potem naučiš, se mi zdi, na poti in si vedno bolj, kot sem rekla, samozavesten potem v tem, suveren v teh odločitvah, ki jih sprejemaš, da slediš sebi, no? Da si zvest. Ti si že bila tudi pri tem albumu, prvem albumu suverena in je nekaj, pod kar se res lahko podpišeš, da je tvoje. Zato vabim vse zele, ki naj jo poslušajo in gledajo, da si preposlušajo tvoje pesmi, da te začutijo tisti, ki te morda še niso. Zala, tebi želim vse lepo, čim več dobrih nastopov, čim več dobrih avtorskih besedil in melodij. Pa ne se zgodi to sodelovanje čim prej, prav? Zmenjeno. Lepo bodi, hvala, ker si prišla. Enako.